Živijo slike, slikaste in evo nas v torkovem rednem Facebook live srečanju z mano. Današnje vprašanje zate je, katera vrata odločitve si odprl danes zjutraj? Ok, seveda, zdaj me bo nekdo debelo gledal, ampak ja, odločitve sprejemamo celo življenje se učimo. Dej bom malo razpelal, probal je čist na kratko, zato ker če bi šel tako, kot bi hotel, stari, posnamem celovečerni film. Si znaš predstavljati celovečerni film o odpiranju vrat? Mislim, noro stari, ampak zdaj pazi, gremo mi lepo po vrsti. Kaj počnemo celo življenje? Celo življenje si mi nekaj učimo. Celo življenje mi nekaj spoznavamo. In če se boste strinjali z mano, to, kar bom rekel, dejte prilimati enega unga lajkiča ali pa ti srček, da vem, če se ne boste strinjali pa enega unga, ki grdo gleda, tako da spet vem. Ok, kaj se začnemo učiti, ko smo mehni? Jaz bom to malo poenostavil, ampak sej važno, da dobiš sliko, zakaj gre. Glej, kaj se najprej začnemo učiti? Najprej se začnemo učiti, mislim, jesti na nečem drugem, kakor je tista osnova. Potem se začnemo učiti, ne vem, kakati na kahljico, pa se začnemo učiti hoditi, pa govoriti in tako naprej. Ampak stari, kaj je to vse težko, To je vse tako zelo težko, ampak mi se tega kar nekako naučimo, valjda. Imamo vedno nekega mentorja, nekdo nam to pove kako, nekdo nam pove kaj je treba narediti za določen postopek, da ga opravimo. In kaj so ti mentori? Naši starši, naši, ne vem, bratje, starejši bratje, starejše sestre. Zdaj, a znajo oni vse tako, ko je prav? Ni nujno. V življenju delamo vsi napake, ampak učimo se in odpiramo vrata v naše življenje s tem, kar se učimo. Ker vedno imamo na razpolago več teh vrat, skozi katera stopamo. In seveda stopamo tudi čez tista, ko nam nekdo nekaj pokaže. Ok, pa ste se pa tole naučili, ali pa smo se naučili, pa pride na vrsto kaj? Hoditi, treba se naučiti bicikl voziti, treba se naučiti pol punce pecati, ali pa fante, odvisno kaj ste. Dobro, danes je itak se to malo zmešan, ampak pustimo stati. In tako naprej. Se pravi, pride šola, šola je, dobro, zdaj sem jaz malo prihitev, ampak šola je ena tista bistvena, ki se mi nekako odločimo, kaj bomo. Zdaj si predstavljaj, imaš dvoja vrata pred sabo, na enih piše, šola je učna ustanova, bom priden, se bom učil zato, da bom pridobival znanja, da bom pameten, da bom potem lahko v življenju nekaj naredil. In imaš druga vrata, na katerih piše, jaz bom šalabajzer, jaz bom jebi veter. Zakaj? Se poznaš standardno od šifrarja. Lepa dekleta ljubijo barabe, lepa dekleta jim padajo objem, imajo jih rade, dokler so mlade, potem gredo z nekom. Pazi, zdaj 3 pikce, Se pravi, pazi, spet je tvoja izbira. Ali boš jebi veter, ali se boš učil. In gremo dalje. In potem pride, ne vem, družina, potem šole si končal, kar si naredil, pa stvar od tega, kaj za ena vrata si odpiral, kjer odločitve si sprejemal, in takrat se začne pa nekaj dogajati. Takrat pa zdaj ti rabiš družino preživeti. Zdaj moraš biti pa ti tisti, ki boš dajal napotke, ki boš dajal motivacijo, da bojo tvoji otroci znali kakati na kahljico, pa govoriti pa tako naprej. Ker vedno je vse odvisno od motivacije. In pazi zdaj, pride situacija, ti rabiš denar, ti moraš družino preživeti in imaš spet, si predstavljaj, en kup enih vrat. Zdaj, skozi katera vrata bo šel. Na enih vratih ti piše, recimo, ne vem, bom se kar nekaj zdajle zmislil. Ti piše recimo, nič se ne da narediti, služb ni, jaz bom doma zdaj gledal televizijo, odprl si bo empir, pa kar bo. Ok, gremo na druga vrata. Na drugih vratih piše, službe je težko dobiti, ampak jaz se bom potrudil, bom se naučil še nekaj novega, če je treba, bom hodil okrog podjetij, ustanov, ne vem, javnih zavodov in državnih služb in se bom ful potrudil, da bom to službo dobil. Bom vse vložil v to. Zdaj, kateri od teh dveh imam večjo možnost, da neko službo dobi? Ne vem, vse veš. Sam veš, ali pa sama veš.
Imaš tretjo možnost, recimo dam primer, rečeš, ej stari, služb ni, ne, službe je težko dobiti, lej, jaz se bom pa, ne vem, bom šel pa privat podjetništvo, bom pa podjetnik ratov, bom pa sam naredil podjetje, pa bom, ne vem, delal to pa to, bom prodajal to pa to, bom zaposlil toliko in toliko ljudi, a me razumeš zdaj? Se pravi, in ti zdaj stojiš pred temi tremi vrati, čitaš, kaj piše na vseh teh vratih in ti se moraš odločiti, kaj boš naredil. In to je samo tvoja odločitev. Noben te tukaj ne bo zbrcal. Ti se moraš odločiti pa reči, tole mi paše ali pa tole mi ne paše, ampak ne, če si odprl na prva vrata, lej stari, ne jamrat pol. Ne jamrat, tvoja odločitev je bila, skozi katera vrata boš šel in kaj boš nadaljeval. In tako naprej. Pazi, to je zdaj na kratko karikirano, ko sem rekel, lahko bi posneli, ne, se zdaj si že predstavljaš, lahko bi posneli cel film, pa bi šli korak po korak, pa bi vse to selekcionirali, pa segmentirali, pa ne vem koga še vse. Ampak tega ne bom naredil. Jaz vem, da vi ste zdaj že ugotovili, zakaj gre. In gor v opisu sem vam jaz napisal par ljudi, od katerih sem se tudi jaz marsikaj naučil v zadnjih nekaj letih. In lahko se naučiš tudi ti, če te seveda zanima, ne? Ker tukaj so zdaj spet vrata, dvoja, pazi, me zanima ali pa me ne zanima. Pazi, stari, tvoja stvar, ne? In če si se odločil, da odpreš vrata, me zanima, potem lej, za štart, če ne poznaš, preber si ta imena, pogooglej jih, najdi njihove spletne strani, imajo en kup enih pametnih, dobrih informacij, marsikaj dobiš, tudi zastonj. Da ne boste mislili, na internetu se veliko teh stvari dobi. In ti lahko potem skombiniraš in tisto, kar ti je zastonj informacija, na podlagi tega se ti spet odprejo nova vrata. Ena, ki rečeš, bom vzel te informacije, se bom držal, bom delal po njih, ena pa bo rekel, ko te, dobro, pik, da ne uporabim francoščine, ne? In tako naprej. Vidiš, karkoli narediš danes, jutri, vedno imaš na razpolago vrata in vedno odpiraš tista vrata, za katera si se sam odločil, stari moj. In če se boš daj odločil in rekel, ej, jaz bi šel pa probat kaj zaslužiti na internet. Imaš gor tudi link do moje brezplačne videoserije, ki sem jo posnel zate in v kateri imaš 3 korake, ki jih moraš narediti, če hočeš dobro delati na internetu. Vse drugo so tudi sicer neke možnosti, ampak vsi, kar jih jaz poznam, pa sem veliko ljudi spremljal doma, pri nas v Sloveniji in tudi v tujini, večina uporablja te poslovne modele, ker delujejo, ker ta poslovni model deluje. In če se odločaš, potem si poglej tisti linkič, naroči si, če še nisi, ne, to video serijo in si jo poglej. In ko si jo boš pogledal, boš imel na razpolago dvoja vrata. Lahko boš rekel, stari, povej mi kaj več, ali tvoja odločitev, rekel boš, stari, jebi se, oprosti moji francoščini. Toliko za danes, slike, imejte se krasno, zunaj bo spet lep dan, poletje nas čaka, uživajte, odprite danes vsa vrata, ki bodo za vas ta prava. Čau!